V okviru Konjiških dni 2017 je društvo Neža, ki pomaga osebam za okvaro vida, pripravilo predstavitev Živeti s slepoto. Skozi senzorično delavnico so skušali vsaj za trenutek približati, kako pomemben je vid. Voditeljica delavnice Nada Močenik, predsednica društva Neža, je predstavila nekaj osnovnih tehničnih pripomočkov, ki pomagajo kompenzirati izgubo vida oziroma omogočijo čim lažje življenje in delo z izgubo vida. Stvari je bilo treba prepoznavati s pomočjo tipa, okusa in vonja. Ovira na poti sem bila jaz in se je ustavila. In ker ni vedela, kako naprej, je pretipala okolje. In našla pot in drugo smer. Tako. Ponovno je naletela na oviro. Če je ovira taka, da jo fizično lahko sami odstranimo, jo premaknemo. Največkrat pa se naši ljudje gibajo v javnem okolju in takrat ugotovimo, kaj vse smo načrtovali napačno, ko pridemo na tako oviro. Največkrat parkiramo na pločniku avtomobile. Pločnika oseba ne more prestaviti. Velikokrat so napačno postavljeni različni opozorilni znaki, prometni znaki, korita za rože. Skratka, ovir je zelo veliko, zato je vedno, kadar načrtujemo v lokalnem okolju komunalno infrastrukturo, računati in upoštevati vse te potrebnosti, kajti med nami, če ne danes, lahko jutri živijo osebe za okvaro vida. Z obiskovalci so se na predstavitvi v dvorcu Trebnik družili predsednica Sveta za invalide občine Slovenske Konjice Lidija Pratnemer in predsednica društva Neža, hkrati gostiteljica Nada Močenik. Druženje so popestrili s folklornim plesom varovanci iz Centra za varstvo in delo Dobrna in pevka Urška Opečka. Oftalmološka zbornica Republike Slovenije je sprejela 5 kategorij ostanka vida, od tega 2 slabovidni kategoriji, 1 30% ostanka vida, 2 20% ostanka vida in 3 kategorije slepote, torej tretja 4,9% ostanka vida, četrta 2% ostanka vida in peta 0% amaurozis ali dojem svetlobe. Najtežja oblika pa je gluho-slepa invalidnost.
Tudi teh v našem okolju ni malo. V našem društvu, ki je, kot je omenila že predhodna govornica, letos bo sklenilo leto dni delovanja, smo začeli v začetku z 40 člani, sedaj jih štejemo že 70. Vsak, ki si želi včlaniti kot tretji član, mora od oftalmologa imeti izpolnjen obrazec očesnega stanja, ki izkazuje eno od prejšnjih kategorij ostanka vida. Ko se taka oseba včlani v društvo, se na osnovi ugotovljene izgube vrši individualna obravnava, vršimo svetovanje z področja zakonodaje, svetujemo in pomagamo uveljavljati te pravice, jo usposabljamo za spremljanje in sprejemanje novo nastale situacije in vključujemo v čim bolj neodvisno življenje v novo nastali situaciji. V ta namen se vrši različne posebne socialne programe, kot so mobilnost in orientacija, psihološke obravnave osebe in družine oziroma družinskih članov, svetovanje o nakupi in dobavi tehničnih pripomočkov, seznanjanje z uporabo le-teh, vključevanje v družbeno, družabno in drugo življenje ter okolje, možnost vključitve v nacionalno knjižnico, ki našim članom omogoča uporabo knjižnega gradiva v njim prilagojenih tehnikah, vključevanje v športne aktivnosti, ki so za slepe in slabovidne posebej prilagojene in podobno. Seveda, ko bomo dosegli boljšo raven financiranja, pa se bodo ti programi lahko širili še na druge vsebine, ki so za vsakodnevno življenje in delo osebe z okvaro vida zelo nujne in pomembne. Osnovni cilj društva Neža je pomoč slepim in slabovidnim zaradi njihovih posebnih potreb pri doseganju kakovosti življenja, uveljavljanju pravic v družbenem življenju, pomagati ali svetovati pri reševanju problemov socialne in ekonomske pravičnosti, reševanju osebnih stisk in težav. Društvo je mlado, ustanovljeno je bilo 14. septembra 2016. Odločno je na vrzel za to populacijo invalidnosti opozorila predsednica Sveta za invalide občine Slovenske Konjice, gospa Lidija Pratnemer, idejo pa je zavzeto širila gospa Adela Pačnik in tako se je rodilo društvo Neža za pomoč osebam z okvaro vida, registrirano v oktobru 2016. Največja ovira pa je sprejeti svojo slepoto in živeti z njo. Ko oseba, ki takšen vid izgubi, to v sebi tudi naredi, potem so vse najhujše ovire mimo. In ko začne živeti in ko ugotovi, da slepota ni tisto, kar je najhujše v življenju, je njeno življenje, mi temu rečemo, tudi povsem enako. In nam, ki delamo in živimo s slepimi, je največje darilo, ko nam po kakih večdnevnih seminarjih rečejo: hvala, vrnili ste nam življenje, največje plačilo. Hvala tudi vam.